institut občasnega dela upokojencev. Ljubi Bog, kakva neumnost, ne? Ljudje so omejeni, mislim, da 60 urami dela, ne vem, pa stolk evri na uro. Kdo se boji upokojencev, ki delajo in tudi zaslužijo? Samo neumna država z neumno ekonomijo. Ne? Ker človek, ki dela, plačuje davke, bolje troši, to še ne ekonomisti vemo, da je ena osnova ekonomskega cikla. Ne? Tako, to je bila res ena, tudi morda lahko ena pobuda, ki bi jo lahko izrazili, naj za božjo voljo ne omejujejo upokojenih ljudi pri, ne glede na to, ali so to obrtniki, ali so to profesori skozi avtorske pogodbe, ne govorim o statusu upokojenca, govorim preprosto proti omejevanju dela starejših. Ne? To, no, torej te pobude na zakonodajo oziroma kritike so bile upravičene, po drugi strani je pa rada prispevala tudi eno pozitivno misel, ki jo vsi poznamo, ne, dr. Kranjčeva, 32 let pravzaprav Univerza za tretje življenjsko obdobje res intenzivno sodeluje v tej srebrni ekonomiji. Ne. Naši mentori, ki prihajajo izza kateder rednih univerz, pravzaprav stopijo takoj v nadaljne delo. Ne, sploh nimajo tega upokojitvenega šoka, mogoče imajo šok sem zato, ker doživijo 70 glavo množico navdušenih, motiviranih študentov, ki jih v rednih fakulteti niso srečali in tako naprej. Torej, mentori upokojeni dobijo to novo priložnost za vključitev delo, pa ne na ljubljanski, na mreži, v vsej mreži slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje. To so skromna sredstva, to ni, gre pa bolj za to prenos znanja, socialna vključenost, ohranjanje stika s svojo stroko in ne vem, še veliko drugih momentov. Drugi, ki bi ga mogoče poudarila, so te študenti sami univerze za tretje življenjsko obdobje, ki si skozi neko organizirano strukturo, v tem primeru je to univerza za tretje življenjsko obdobje, zgradite neko novo profesionalno, polprofesionalno pot. Gospa Mirjam Bevc-Peresuti vodi na nacionalni ravni delovno skupino za zagovorništvo izobraževanja in družbenega delovanja starejših. Gospa Lada, zdaj sodelujete v tej skupini novinarjev, kolegice, so mentorice v računalniškem izobraževanju. Mislim, teh vlog je nešteto, so seveda bolj ali manj prostovoljne, se zavedamo, ampak vendarle je neka možnost nadaljnega učenja, nadaljnega vključevanja v družbo. Tako da ne bom zdaj predolga, da še drugim dam besedo, ampak mogoče ti dve misli bi posebej izpostavila. Hvala lepa.